prvi vtis je odličen. Moram reči, da smo prostovoljke dobile veliko uporabnih nasvetov, tako dopoldne, ko so bili konkretni nasveti za vaje za gibanje, za motoriko na naših skupinah, pa tudi popoldne odlično predavanje o prehrani, ki je pa tudi pomoč za energijo, ki jo dobivamo za telo, za mišice, da potem predajamo to snov potem naprej na naših skupinah, starostnikom, članicam na naših skupinah, ki so na moji skupini v starosti povprečna starost je 86 let. In če jih usmerjamo pravilno, se mi zdi, da potem ohranjajo to energijo in moč za staranje v svojem okolju. Kje pa vodite to skupino? To skupino vodim že 15 let v Žireh, kjer delujeta dve skupini, drugače je pa pri območnem združenju Rdečega križa v Škofji Loki 8 podobnih skupin in ta mesec zaključujejo še 4 nove voditeljice. 2 sta bile prisotne danes, 2 pa ne, ker še nimata ustanovljene nove skupine. In to nam je, take predavanja so nam enkratno za poživitev našega dela. So koristna, ne? So zelo koristna in to ne samo za članice, tudi za nas. Danes smo izvedeli prav pri tem predavanju o prehrani, o zdravi prehrani. Veliko stvari, ki so bili na črni listi, smo izvedeli, da lahko uporabljamo zelo dobro, pa da so nekatere, recimo domača mast, domača govedina, če je iz pašnika, da ima omega 3, da to lahko svetujemo naprej, to nam je bilo enkratno. Jaz se spominjam svojega predavatelja iz višje zdravstvene šole, ko nam je predaval dietetiko, ko nam je povedal podobno, čeprav je bilo takrat ocvirki so bili na črni listi, jajca so bili na črni listi. Danes povemo, da so tista jajčka, ki se pasejo tam recimo po zeleni travci, v tistih kokoš je zdrava, da so zdrave in da vsebujejo omega 3. Jaz sem tega predavanja zelo vesela, to ti vedel. To pomeni, odhajate z dobrim vtisom? Odličnim vtisom, še več takih, res.